Lepo pozdravljeni. Vlada Janeza Janše je leta 2022 razglasila 17. maj za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja v Sloveniji. In če verjamete ali ne, natanko leto kasneje je naslednja vlada Roberta Goloba ukinila ta dan spomina. No, kljub temu se po Sloveniji dogajajo proslave, kjer obeležujejo dan spomina na zločine komunistov in na poboje Slovencev. Eden takih dni je bil tudi te dni, prejšnji teden, eden v Ljubljani in eden v Novi Gorici. Zdaj z nami je profesor dr. Janez Juhant, zaslužni profesor Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, ki je bil tudi udeležen na tem dogodku. Dr. Juhant, lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, začniva najprej s tem dogodkom, čeprav bova v oddaji osvetlila tudi druge teme. Tule imam dve knjigi, pri katerih ste tudi sodelovali, tako da se te fotografije, ki se vrtijo tu poleg naju, dotikajo v bistvu vseh tem. Zdaj, najprej gremo na tale dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Takrat sem prebrala, so seveda komunisti, partizani prve čete Šercerjevega bataljona pogumno umorili 53 ljudi, od tega 49 oseb romske ter 4 osebe slovenske narodnosti. Preživela je ena Rominja, ki pa je bila seveda potem naknadno tudi umorjena na Gornjem Igu. Zdaj pa to je tudi zelo pogumen podatek. Med žrtvami je bilo 26 odraslih, 2 mladostnika in 24 otrok, a ne? Med odraslimi umorjenimi je bila tudi ženska v 8. mesecu nosečnosti. Torej, s čim imamo tu opravka, pa nočemo videti, dr. Juhant? Ja, to so zgodbe, ki so strašljive, tudi na tej slovesnosti, ki ste jo omenili 16. maja letos, smo se spominjali Ivanke. Ta Ivanka je bila tudi noseča v visoki nosečnosti in smo prebrali, ohranilo se je pismo, ki ga je napisala, v katerem piše svojemu nerojenemu otroku in nekako zaključuje tako: ne bom te videla, jutri naj jo čaka smrt. In to je bila zgodba, ta Ivanka je bila iz Ribniške doline in jo je poročil tudi Lambert Ehrlich, zato tudi to omenjam. Njenega moža niso dobili, so pa potem umorili njo in nerojenega otroka. Torej, teh zgodb med vojno, ja, leta 42, ne? Je toliko, da je bilo takrat nad 1000 ljudi, samo leta 42, pa potem še nekaj že prej, nekaj pa tudi seveda veliko pa tudi kasneje, pobitih strani revolucionarjev komunistične partije, ki so enostavno dajali nalog, da vse, ki so domnevni ali pa res tudi dejanski nasprotniki, pa tudi take, ki so bili vplivni, ki bi tudi sami lahko organizirali odpor, enostavno odstranili z družbenega življenja. To je bila komunistična revolucija, ki je ubila vsakogar, ki se ni z njo strinjal in ki bi bil konkurent. Glejte, to je tudi paradoksno, torej presenetljivo, pa tudi žalostno končno. Med bivšo državo smo vse skozi govorili o slavni revoluciji, kar naprej se je govorilo, poveličevalo se je heroje. Po letu 90 so komunisti, pa tudi njihovi nasledniki, enostavno prenehali to retoriko, ampak so začeli govoriti samo o osvobodilni vojni, ki naj bi bila tudi podlaga za samostojno Slovenijo, kar je v nekem smislu nonsens, kajti vemo, da je njihov cilj bil, da se Slovenija priključi pač takratni Jugoslaviji oziroma Sovjetski zvezi in postane samostojna republika znotraj tega komunističnega sveta. In vse je bilo podrejeno tej logiki. In seveda, zdaj se pa to spreminja, češ kakor da je komunistična partija naredila podlago za samostojno Slovenijo, in tudi to je potem seveda govor o tej, da je bila prva vlada tista, ki je bila ustanovljena od komunistov v Ajdovščini maja
1945, čeprav vemo, da je bila prva narodna vlada, je bila vlada Viteza Pogačnika leta 1918, potem pa seveda prav gotovo lahko menimo tudi demokratično vlado, ki je bila na nek način po ljudski volji takrat ustanovljena 3. maja. To je bila vlada teh ljudi, ki so se takrat borili za samostojno Slovenijo in so imeli tudi svojo vojsko, narodno vojsko slovensko, in seveda prav gotovo pa je bila vlada, ki je bila pa tudi dejansko dolgoročno uspešna in nam je uredila samostojno Slovenijo, pa Peterletova vlada. Torej, vse to je treba, da si prikličemo slovensko zavest in sklicevanje na to, da je bila komunistična vlada, slovenska vlada je nelegitimno, kajti vemo, da je ta nastala po terorizmu komunistov, ki so nasilno prevzeli oblast. Nobenih volitev ni bilo, čeprav so bile potem neke volitve, ampak vemo, kako so bile v takratnem režimu te volitve opravljene. No in seveda recimo tule vidimo zdaj posnetke tega dogodka prejšnji teden v petek, se bodo slike še pokazale. Torej, zanimivo, ne, da je 1 leto po razglasitvi tega dneva spomina pa vlada Roberta Goloba to ukinila. Točno med proslavo. Ne? Pravzaprav lahko rečemo še tisto leto, kajti prva ta spominska slovesnost, ki smo jo imeli pred 2 leti, je bila ravno na tisto uro, ko je vlada po dopisni seji ukinila, mislim, da je bilo par mesecev, prejšnja Janševa vlada je ta dan spomina postavila. In mi smo seveda tudi to organizirali, tudi veste, da je bilo po nacionalni televiziji takrat še prenašano in to je bilo velik šok in je seveda tudi pokazalo pravzaprav, da sedaj kar naenkrat iz demokratičnega sveta tudi v demokratični Sloveniji prehajamo k nekim dekretom, ki so bolj značilni za totalitarni režim in to je bil samo eden izmed takih korakov, ki so se ponavljali pa tudi v drugem smislu. Ta vlada je dejansko poskušala vse svojo večino z nasiljem in boli nas, da v samostojni Sloveniji ljudje, ki smo prav tako del te države, pa tudi naši pokojni, nimamo enakopravnega mesta. Vse povsod nam to kažejo in jaz mislim, da moramo Slovenci to si priklicati v zavest in reči k temu ne, kajti vse to vodi pravzaprav k režimu, od katerega smo si poslovili in katerega si končno veljavno tudi nihče ne želi. Ne? Vsi bi radi, da imamo demokratično in tudi samostojno Slovenijo, vendar si seveda nasledniki totalitarnega režima in lahko rečemo, da tu velja zelo jasno stavek, ki ga je rekel znani ruski mislec Berdjajev, ki je rekel, da bodo nasledniki revolucije še hujši kakor njihovi predniki. Seveda oni danes v smislu tega nasilja niso hujši, ker pač nimajo enakih metod, ki so jih takrat uporabljali vosovci, ki so ljudi enostavno pobijali, ampak uporabljajo pa čisto iste metode, ki pomeni, da z demokratičnimi sredstvi, to pogledate v parlamentu, to pogledate recimo v teh dekretih, tudi ukinitev tega praznika kaže na to, da nam hočejo pokazati, da so oni absolutni gospodari. Njihov glavni cilj pa je seveda imeti denar, oblast in ustrahovati ljudi. No in če se vrnemo na to prireditev, to se pravi, prireditev je pripravila že takrat, pa tudi zdaj, ne, civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo in pa seveda tudi Vse posvojitev. Malce nam povejte, kakšna civilna iniciativa je to Prebudimo Slovenijo, pa Vse posvojitev, pa Nova slovenska zaveza, Združeni oblipi sprave, zakaj gre? Vsa ta društva, to se pravi Prebudimo Slovenijo, je nastala nekako v okviru takratnega gibanja, da bi Slovenijo prebudili v tem, tudi v demokratičnem svetu, to se pravi, da bi prebudili Slovenijo in jo nekako tudi demokratično okrepili. Zelo pomembna je seveda Nova slovenska zaveza, ki obstoja že iz leta 1990, takoj ali pa lahko rečemo že 1989 so se številni takrat Justin Stanovnik in drugi
in pa njihovi svojci, predvsem svojci žrtev bivšega komunizma, zbrali, da bi nekako obeležili, prvič pokopali mrtve tudi, ampak poglejte, že to je bilo, takrat niso bili poklicani, ko je bila to znamenita maša v Kočevskem Rogu, prvič je bila na mestu, kjer je bilo večinoma Hrvatov, ne, pod Macesnovo Gorico, potem drugič je bil partner, ne, Nova slovenska zaveza, to se pravi nasledniki, če tako rečem, domobrancev, ampak je bila to cerkev in država, in še to je bilo nekako sprejeto s figo v žepu. Ljudje, ki so tam bili, so imeli dobesedno roke v žepu in so kazali, kot Jančič in Kučan, ne. In so kazali pač ta odnos recimo do tega, da oni nočejo sprave, ampak v bistvu ne gre nič za drugega, mi si prizadevamo, da bi bilo naša družba demokratična in da uredimo to spravo, to se pravi rehabilitiramo nedolžne žrtve in omogočimo dostojen pokop, in mislim, da je slovenska država kot demokratična naslednica totalitarne države to dolžna narediti. No, ogledala sem si tudi to svečanost ta petek, ne. Zdaj, vse posvojitev, to je tudi neka zanimiva akcija. Zakaj gre pri tem? Vse posvojitev, ki jo vodi gospa Romana Bider, je zato, da se spominjamo vseh teh ljudi, ne glede na kateri strani so padli, ker osebno so ljudje prišli zelo v te mline vojnega in revolucionarnega dogajanja, lahko rečemo velikokrat po naključju, po neki božji previdnosti, nekdo se je rešil, drugi je padel. In vse posvojitev je združenje, ki si prizadeva, da bi vsak tak, ki je umrl, imel nekoga v spominu. Recimo jaz imam tudi svojega strica, ki je bil umorjen na Teharjah in za katerega molim, in vsak vse posvojitelj, če tako rečem, si prizadeva, da si posvoji enega ali tudi več, bodisi sorodnikov ali pa tudi drugih, ki jim posveča posebno molitev, in sedaj je tudi tako imenovani spletni seznam vseh teh žrtev. S tem hočemo tisto, kar bi pravzaprav morala narediti tudi uradna država, ki bi morala vse te ljudi dati na seznam, jim dati tudi mrliške liste. Še danes, ko smo v četrtek pred tem slovesnostjo na Trgu Republike v parlamentu govorili v Komisiji za enake možnosti, peticije in človekove pravice, so ti ljudje pripovedovali, sorodniki, recimo ena gospa, ki je izgubila očeta, ko je bila stara, mislim, da 2 leti, ali pa tudi druga gospa, ki je izgubila 3 strice in je njen oče imel velike kalvarije, dolgo časa sploh ni vedel, kako in na kakšen način so umorili njune strice, pravzaprav vse pri Macesnovi Gorici. Vsi ti ljudje so pripovedovali, kakšne kalvarije morajo, da dobijo mrliške liste, da dobijo nekako neke oprijemljive podatke, kaj in kako se je s temi ljudmi zgodilo. Glejte, mi vsi hočemo, da svoje drage pokopljemo, da jim omogočimo, da bodo primerno oskrbljeni, in to je danes pravzaprav, če tako rečemo, osnovno človeško pravilo, civilizacijski temelj našega medsebojnega življenja, pa še vedno se o tem pogovarjamo, kako bomo te ljudi pokopali, pa tudi nihče ne vpraša svojcev. Recimo ta društva, ki ste jih omenili, ki smo tudi to prireditev pripravili, si prizadevamo za to, da bi čim bolje in čim bolj dostojno te ljudi pokopali in tudi omogočili prvič, da vendarle ljudje po DNK ali pa potem tudi po različnih drugih, po arhivih in tako dalje, pridijo do tega, da vidijo, moj oče, moja stara mama, staro oče ali pa tudi stara mama in pa sorodnik je bil tako in tako umorjen, se mu je to in to zgodilo. In to mu potem tudi da neko zadoščenje, vsaj vem, kaj se je z njim zgodilo, in država tega še vedno naredi. No, vi ste na tej slovesnosti rekli, da prižigate svečko
v spomin na svojega strica Tonija Skubica. Kdo je bil on? To je bil eden izmed teh 3 mojih stricev, bratov od moje mame, 2 sta bila v nemški vojski, to se pravi stric Toni, ki je bil potem ranjen v Romuniji, izgubil desno roko, potem kot invalid prišel domov, bil doma zaprt in omenil sem njegov zapor v Novem mestu, kjer je pravzaprav doživel to kalvarijo teh ljudi, ki so bili zjutraj poklicani na zbor, tam so telovadili, potem so jih pa pognali v tek in nazadnje so streljali. In on je rekel, ker sem bil brez desne roke, sem bil počasi vedno bolj na tem, da me ustrelijo, pravi, potem pa prišel drug komandant, ki je pa rekel, poglejte, me je pokazal tam pred vsemi, je rekel, glejte tega fanta, bil si nemški vojak, ampak žal pri nas ne boš dobil invalidnine. In je rekel, prav tega pokličite samo za hrano, mu ni treba teči. In tako je bil rešen, drugače bi bil sigurno ustreljen, ker tiste, ki so bili zadnji, so strojnice iz stolpov streljali, s strojnicami in potem pobite zmetali na kamione in odpeljali neznano kam. In ko je preživel potem to novomeško taborišče, bil kasneje potem z ostalimi premeščen tudi v Šentviško in zelo oslabljen, skoraj na pol še živ, je prišel potem po amnestiji avgusta 1945 domov, ni imel nobene invalidnine, potem je bila kalvarija za invalidnino, bil potem tudi v različnih prizadevanjih, kako bi vendarle mogel preživeti, bil manipulant, so takrat rekli, to pomeni, da je delal zato, da je izterjeval pri ljudeh les za oblast in zato je bil seveda še bolj potem zasovražen med njimi. Skratka, take zgodbe kažejo, kakšno kalvarijo so ti ljudje naredili. Drugi stric, ki je bil pri nemški policiji v Litiji, se je z domobranci potem umaknil na Koroško, bil vrnen, v Teharjih bil umorjen od enega iz sosednje vasi, lastnoročno na tistem zbirališču na Teharjah in je verjetno tam pokopan. Ta tretji stric, ki je bil pa tudi nemški vojak pri Leningradu, se je moral boriti, bil tam ranjen, prišel domov, so ga odpeljali partizani in potem je šel s partizani, je pa očitno bil nezanesljiv in zato so ga potem tudi nekje nad Višnjo goro, žal njegovega groba nismo mogli najti, čeprav sem si tudi za to prizadeval, ampak je pokopan nekje nad višnjogorskimi temi griči. No, tule se vrti med temi slikami tudi slika predstavitve Nikolaja Tolstoja. On je prišel prejšnji teden v Ljubljano in je bilo zanimivo to predavanje, oziroma on je pričal o tem, kako si že ves čas prizadeva odkriti, zakaj so britanski vojaki vrnili 14.000 domobrancev in tudi drugih vojakov in kozake in konec koncev tudi družine in družinske člane, ki so bili potem vsi pobiti, ne. In njegova teza je, da ker so bili v vojaških uniformah, bi jih morala ščititi Ženevska konvencija, ker takrat še ni bilo uradno konec vojne. To je gospod Tolstoj, takole je to predaval. Kaj vi menite o tem? So kakšne raziskave, zakaj so bili vrnjeni? Bila to kakšna zarota, kakšen dogovor Tita, Churchilla, zakaj je šlo? Glejte, vsi vemo za Jalski sporazum, ki je nekako predvideval, kako se bo po vojni uredila Evropa oziroma svet, pravzaprav v celoti. In tam so seveda Sovjeti, ki so dali, moramo priznati, seveda tudi velik delež, predvsem v ljudeh, in tudi ta komunistična oblast na ljudi nikoli ni gledala podobno, kakor tudi seveda naša slovenska, saj važno jim je bilo, da pridejo na oblast in tam je bilo gotovo tudi to sklenjeno, da se pač te ljudi uredi. Nimamo še nekih dokazov, recimo, da je bilo to neka trgovina, predvsem v smislu tega, ker so Britanci hoteli preprečiti, da Avstrija postane komunistična, ne samo v ostalem delu, so seveda potem tudi preprečili, da bi Rusi zavzeli recimo oblast na Dunaju,
pa tudi, da bi jugoslovanski komunisti zavzeli Koroško in so seveda naredili to trgovino. Imamo tudi zanimive spomine o pokojnem polkovniku oziroma majorju Bareju, ki je tudi bil eden izmed tistih, ki pa je potem ostale ljudi skupaj z zdravnikom dr. Meršolom rešil, ker so potem hoteli še okoli vsaj 600 civilistov vrniti, pa je to, pa še mogoče tudi kakšne domobrance, na koncu je to ta major preprečil. Ampak vse te stvari je seveda bivša oblast komunistična prekrila in zaenkrat nimamo arhivov. Tudi Tolstoj je na tem predavanju omenil, recimo, da mu arhivi v Beogradu še niso bili dostopni, čeprav je recimo lahko imel arhive po zaslugi takratnega ruskega predsednika Jelcina. Vse te stvari so še dokaj odprte, čeprav se zdi, da so vendarle ti podatki točni, podobno kot velja tudi za Trst, ki smo ga izgubili, ravno zaradi tega, ker so pač Britanci menili, da tega ne bodo pustili komunistov. Ja, bali so se Italije, komunistične Italije, ne? Ampak vendarle, ali bi jih morali obravnavati kot vojne ujetnike, ker so bili v uniformah? Ja, to smo mi tudi dvakrat izpostavili v Združenih narodih za človekove pravice v Ženevi, kaj ti konvencije o vojnih ujetnikih predvidevajo, da te ljudi treba zaščititi, in to je pravzaprav v nekem smislu tudi krivda tako britanske takratne vlade, kakor seveda oblasti. Seveda je ta vojaška oblast dala komando, ampak verjetno ta oblast ni mogla dati komande brez soglasja pač najvišje oblasti v Britaniji. In vemo, da je gospod Stanovnik si zelo prizadeval, takrat, ko je bila britanska kraljica Elizabeta v Sloveniji, da bi nekako tudi to zadevo spravili v razpravo. Takratni predsednik slovenske države Danilo Türk, ki jo je sprejel, seveda ni bil za to, in tudi te zadeve so potem nekako padle v vodo. Ne vem, kdaj bomo to zadevo rešili. Mislim pa, da bi bil čas, da tudi Velika Britanija kot rečemo demokratična država tudi to zadevo uredi. In vemo pa, da je na drugi strani bil Tolstoj zaradi teh zapisov, kjer je tudi to očital takratni britanske oblasti, je bil potem tudi procesiran in je moral tudi plačati neko odškodnino. Tudi njegovo knjigo so prepovedali objavljati v Britaniji oziroma prodajati v Britaniji. No, ampak vendarle zdaj to, kot ste omenili, Danila Türka, ne, za njega je to drugorazredna tema in očitno tudi za te, ki zdaj vladajo Sloveniji, namreč ukinjanje dan spomina, ljudje niso pokopani, kosti prevažamo v plastičnih gajbicah po Sloveniji, pa ne vemo, kam bi jih skrili, da bodo čim manj opazne, zdaj, ko so bile odkrite, a ne? Torej, kaj si vi želite, zakaj se prizadevate? Glejte, vsa ta društva, tudi bodisi našo društvo Združenje obliki sprave, kako seveda Nova slovenska zaveza kot nekako zastopnica vseh teh žrtev, in pa tudi seveda vse posvojitev in Prebudimo Slovenijo, se zavzemamo za to, da slovenska oblast to naredi. Jaz sem to tudi javno zapisal, bodisi predsednici republike, in zdaj, ko je bil recimo pri papežu tudi sedanji premier Golob, moram to tudi javno reči, da ne razumem, da sem žalosten, da sem v nekem smislu tudi ogorčen. Moram kar direktno reči, da recimo ta oblast, ki ima vso moč, da dejansko mrtve pokoplje, ne pokoplje mrtvih, na drugi strani pa hodi recimo na pogreb papeža, kar je seveda prav, tudi je nekako protokolarno, ali pa gre k umestitvi novega papeža. Pri nas pa recimo ne opraviti si dolžnosti, tudi recimo se omenjena ne udeležujeta recimo maš v stolnici, ko je maša za domovino, ker po vseh protokolarnih pravilih bi morali biti tudi naši voditelji, ker s tem pa vedno kažejo nek ignorantski odnos do tistih, ki smo verni, in na nek način po vsaj po štetju recimo je v Sloveniji več kot polovica še vedno katoličanov, pa seveda še Angličanov zraven in drugih vernih. In recimo
ignorirati to, potem pa seveda predvsem ignorirati pa pokop mrtvih, to je pa nezaslišano in temu seveda moramo se odločno upreti. Verjamem, da ljudje, ki imajo pač vsakdanje opravila, ki tudi zaradi te vlade vedno slabše živijo, se težko ukvarjajo s temi vprašanji, ampak glejte, če ne pokopljamo mrtvih, to vedno bolj čutimo, recimo se potem tudi vse te travme, ki jih nosijo bodisi potomci žrtev, kakor tudi seveda potomci storilcev, se te travme prenašajo naprej in zato se v naši družbi dogaja nasilje, zato ljudje med seboj ne komuniciramo in to dolgoročno ni dobra podlaga za demokratično Slovenijo. Ampak tisti vladajoči sedaj pa še vedno mislijo pač mi, ki nismo sedaj na oblasti, tako se obnašajo tudi do strank, ki so v opoziciji, pa tudi do vsega ostalega pač vernega in, če hočete, tudi demokratičnega sveta. Enostavno nas ignorirajo, ampak prosim, to je nezaslišno, da v demokratični državi to delajo tako in se na zunaj kažejo kot neki demokrati in zastopniki demokratičnih držav. No, pa omenili ste Ženevo, tudi cerkev se je zavzela za ta pokop, pa tudi recimo peticija je v Evropskem parlamentu že oblikovana. Torej, kakšne so reakcije iz tujine? Ja, v Ženevi recimo, ko smo mi smo bili istočasno, kot je bil gospod Ferenc in vsi, ki so bili z njim v Evropskem parlamentu, ker so dobili zagotovila, da se bo ta zadeva tudi Sloveniji nekako predstavila in napisali so evropski poslanci pismo naši vladi, da to naredi. V Ženevi so nam pa naši predstavniki, mi smo bili torej tako Komisija Pravičnost in mir, kot Nova slovenska zaveza in pa naše društvo Združenje Olimpijske sprave smo bili dvakrat tam, leta 2019, in takratna vlada je potem nas tudi poklicala. Mislim, da je bil zunanji minister dr. Cerar, ki nas je nekako tudi potem sprejel. Doma smo o tem govorili, da se bo to uredilo. Zdaj smo tudi pri tej vladi, zunanja ministrica gospa Tanja Fajon je bila tudi tam in smo potem na neformalnem srečanju, ker v te stvari smo seveda preko formalnih vložkov vložili in tudi posredovali Sloveniji, preko Caritas Internationalis in pa nemške Justitia et Pax, ki nam je omogočila to srečanje. Ampak potem po formalnem srečanju smo pa po formalnem nastopu slovenske delegacije, ki traja približno 3 ure, kjer so slovenski predstavniki povedali, da bodo vse stvari uredili, niso izrecno tega omenili, da se človekove pravice uresničujejo, smo mi tudi izpostavili ta problem pokopa in so tudi predstavniki oblasti nam zagotovili, da se bo to uredilo. Ampak še vedno niti nas niso poklicali zdaj, kar bi bilo nekako normalno, niti nismo še dosegli tega, da se te pokojne pokoplje. V Združenih narodih se mi zdi še ta problem, to ne velja samo za Slovenijo, ampak tudi za druge države. Ta problem je povsod aktualen, recimo tudi v državah, kjer so bile te vojne, recimo pa genocidi in tako naprej. To je zelo akutno vprašanje in seveda vsi se nekoliko tega ogibajo, a na drugi strani vemo, če tega ne rešimo, se seveda družbe ne morejo normalizirati. No, letos so obeležili dan spomina na žrtve komunističnega nasilja tudi v Novi Gorici. Ali se bo to nadaljevalo po celi Sloveniji? Jaz mislim, da ja, tudi že lansko leto, mislim, da so tudi v Novi Gorici podobno, nekako po našem zgledu prejšnjega leta, opravili to obeležje. Mi imamo itak tudi, recimo, ko se spominjamo Lamberta Ehrlicha vsako leto, tudi letos se bomo z zborom, z zbiranjem na kraju umora na Streliški v Ljubljani, tam, kjer je zdaj
ta gimnazija. Valdorfska šola. Valdorfska šola, tako. Potem bomo šli na teološko fakulteto, ker bomo položili venec ob njegovem spomeniku, ki je na teološki fakulteti, in potem bo pol 7. 26. maja maša v stolnici. Potem bomo 24. maja, 2 dni prej, je pa tudi v Žabnicah spomin Lamberta Ehrlicha, ker bo tam tudi maša ob 11. in bodo potem po maši poimenovali ulico po njem. To se mi zdi zelo lepo, tudi občina Trbiš je nekako, v katerega spadajo Žabnice, je to sprejela in meni se zdi, da je to pomemben korak. To je tudi nekako, če hočete, kaže pot nam v Sloveniji, da recimo streliško poimenujemo v Ehrlichovo ulico, ker si pač ta mož, ki je bil temelj slovenske države, utemeljitelj višarske Slovenije, torej kot države, ki bo povezovala vso Evropo, nekako tudi, kot je zapisal akademik Kajetan Gantar. On je že pred Schumannom pa tako naprej govoril o povezani Evropi, govoril o samostojni Sloveniji in seveda tudi preko Demosa so potem te ideje prišle in vplivale na to, da smo dobili samostojno državo. No, tole je zelo obsežna knjiga, tale knjiga je vaša, to ste napisali, prav knjigo o Lambertu Ehrlichu, ki je tudi, če gledamo zdaj Wikipedijo, ki jo seveda urejajo komunisti v Sloveniji, kaj vse piše tam o ljudeh, tudi o Lambertu Ehrlichu, same laži pravzaprav, če upoštevamo vašo knjigo. Namreč Lambert Ehrlich je pravzaprav bil prvi za to idejo samostojne Slovenije. On je rekel, da si slovenski narod zasluži državo, vendar ni videl Slovenije v sklopu Jugoslavije, niti kraljevine, seveda sploh ne te socialistične, ki je ni niti dočakal, ampak v sklopu Evrope. Povejte nam, zakaj je bil on prvi osamosvojitelj? Ja, po moje je seveda ta ideja samostojne Slovenije, vemo, je že od 1848, pa tudi tu je bil seveda koroški duhovnik, ki je to idejo nekako sprožil v takratnem gibanju samostojnosti narodov. Potem so se včasih to pojavili, ampak Ehrlich je zelo odločno in tudi konkretno in pazite, kdaj, leta 1941, ko se je vrnil, ker ga niso vzeli v jugoslovansko delegacijo vlade, ki je šla v begunstvo, se je vrnil domov, rekel je natlačeno, takoj moramo organizirati odpor pod talno vlado in se pripraviti na to, da organiziramo Slovenijo. Ker to ni uspelo, je potem on napisal Slovenski problem, tam jeseni novembra 1941. Točke, to je v vaši knjigi. Ja, ker govori o tem, da moramo ustvariti bodisi samostojno Slovenijo in rekel ob mejah, on je to vedel iz Prve svetovne vojne, ko je bil v delegaciji, jugoslovanski delegaciji na Pariški mirovni konferenci, je rekel, po vojnah se vedno te stvari urejajo. Mi moramo pa že zdaj, Slovenci, smo že takrat malo zamudili, zdaj pa dajmo vendarle se postaviti na svoje noge, ali samostojno Slovenijo, ki bo neke vrste vzhodna Švica, kakor je rekel, ali pa Slovenija kot središče povezane Evrope in sicer srednjeevropskih držav z glavnim mestom Ljubljana, pristaniščem Trst in pa v to idejo so potem že med vojno nekako širili recimo tudi nekateri predstavniki Poljske, tudi Češke, mislim, da tudi Litve ali Latvije. Skratka, vse te ideje so se takrat v teh diplomatskih krogih že širile, seveda potem je revolucija to vse zatrla in govoriti danes, da so revolucionarji naredili samostojno Slovenijo, je nekako deplasirano, ni v temelju, se vemo, da je tudi naš prvi predsednik rekel, da pravzaprav predno je Slovenija nastala, da je to njegova pravzaprav ni intimna opcija, samostojna Slovenija. Se pravi,
Le demokrati so to in ta ideja je potem šla v Združene države, nasledniki, predvsem Ciril Žebot, pa tudi drugi, recimo Avguštin. Stražarji, ne, predvsem. Stražarji, seveda njegovi učenci so to nekako tudi zapisali in tudi objavljali recimo te zadeve, ki jih je Ehrlich pisal deloma že na Pariški mirovni konferenci, potem pa tudi kasneje in so seveda s tem vplivali tudi na Demos, s katerimi voditelji Demosa so se tudi določeni srečevali in seveda s tem vplivali tudi na te ideje. Seveda med tem časom so bili tudi recimo Franz Jeza pa drugi, ki so tudi o tem pisali, pa še nekateri recimo v Argentini. Vendar je Ehrlichova ideja pravzaprav bila tista, ki je imela kar veliko moč in velik vpliv. Vemo, da je Ciril Žebot prišel tudi k Kavčiču in je tudi njemu nekako sugeriral, seveda v takratnih razmerah to ni bilo uresničljivo. Dobro, pa še Udba ga je zasliševala, sem brala to Omerzovo knjigo. Ampak gremo zdaj na ta 26. maj leta 1942, ne, ko so Ehrlicha, ubil ga je komunistični terorist Franz Stadler Pepe, tega se mogoče dolgo ni vedelo, ampak prav ta Stadler Pepe je bil tako Bana natlačena kot Ehrlicha. Zdaj partija, teroristična organizacija, ki jo je vodila Zdenka Kidrič, ne, imamo eno redkih žensk vodjo teroristične organizacije med vojno. Oni so ubili vse te intelektualce, te, ki bi lahko ogrozili ta primat partije in njene revolucije. Ja, to je bila varnostno-obveščevalna služba tako imenovane Osvobodilne fronte, čeprav so pa to imeli in to je tudi Kardelj zapisal in je tudi dejansko v glavnem on, pa tudi Kidrič in seveda tudi Zdenka Kidrič, ki je bila formalno vodja varnostno-obveščevalne službe, je to tudi organizirala. Zanimivo, da so zelo veliko vlogo imele pri tem ženske, recimo tudi med drugim, da so na kraje umora vedno prinesle pištole. Tudi to je iz teh vosovskih arhivov razvidno. One so prinesle pištole, o tem tudi govorijo ti vosovci, tudi Franz Stadler Pepe, katera gospa je to prinesla, mislim, da je bila neka Lidija, tudi Dermastja Lidija Dermastja. Ja, potem tudi še Sabina, ki pol njegova žena, ne? Skratka, vsi ti ljudje so bili dejansko zelo teroristično organizirana oblast in so seveda tudi zelo natančno poskrbeli, da tudi italijanska oblast ni bila nekako na kraju teh zločinov. Potem so šli lepo v službo, recimo Franz Stadler Pepe lepo pravi, potem ko sem končal, sem šel v službo, ne vem, na eni zavarovalnici, ki je bil v službi in je lepo potem... Kot da se ni nič zgodilo, ne? Kot da se ni nič zgodilo, medtem ko so seveda vodilne ljudi. Šlo pa je za to, da je vse nasprotnike, tudi Fano Šemer, recimo pa drugi, recimo Jaroslav Kikel, recimo kot vodja študentov, recimo takrat nekako v okviru univerze, ki je omogočil tudi, da so zaradi tega, ker so nekako sprejeli to italijansko, da gredo v to organizacijo, ki so jo Italijani zahtevali, da ohranijo univerzo. To so seveda tudi profesori podpirali, na drugi strani pa so potem vse te ljudi, tudi komunistični profesori, recimo tudi recimo liberalni profesor, dekan tehnične fakultete piše o tem. Skratka, vse te stvari, Vidmar, pa ne Josip, ampak njegov brat, govori o tem, kako so pravzaprav vse te stvari komunisti organizirali tako, da so po eni strani ohranili oblast, ohranili tudi univerzo, čeprav so vedno govorili, da je treba nekako univerzo ukiniti in bojkotirati, tudi kulturne prireditve. Na drugi strani so pa seveda vse bonitete skušali izkoristiti, predvsem zato, da bi na vseh področjih
najboljših, dobili čim večji vpliv, odstranili svoje nasprotnike, kar je počela potem varnostno-obveščevalna služba komunistične partije, in tako pravzaprav vedno bolj prevzemali oblast, terorizirali ljudi in omogočili, da pač revolucija in državljanska vojna uspe v njihovo korist. Ja, državljanska vojna, ker ljudje so se bali tega komunizma in so nasprotovali. Kmetje, meščani tega niso želeli in tako so sprli Slovence že med vojno. Ampak tole Franc Stadler Pepe, ne, je pa zanimivo, da po njem potem tudi po vojni ni imenovana nobena ulica, ne, on pravzaprav čeprav prvoborec, a so se ga sramovali, ali kaj je to bilo? Glejte, to je zanimivo, da so pravzaprav vsi, o tem so tudi neki zapisi, recimo, pa tudi vemo, se podobno velja tudi za Kocbeka, recimo vse te ljudi, ki so jim služili kot pot na oblast, komunistom, se pravi Kardelju, Kidriču in tako dalje. Mimogrede, ne smejo pozabiti, recimo, da je Kidriča takrat Lambert Ehrlich leta 1935 rešil iz Dunajske ječe na prošnjo njegovega očeta, potem ga je pa dal ubiti. Se pravi, vsi ti ljudje so imeli nekako zelo velike ambicije, kako bodo čim bolj zasedli položaj. In seveda tisti, ki so jim pri tem pomagali, služili, recimo, so potem, ko so oni enkrat zasedli oblast, prišli na kraj, ker so se tudi sami nekako hoteli čim bolj znebiti teh ljudi, ki so jim ukazali, recimo, da streljajo ljudi, da z njimi sodelujo. In najbolj seveda so pa hoteli odstraniti, podobno Kocbek, recimo, ki je z njimi zelo tesno sodeloval, je bil v redu, ni bil pa v redu Aleš Stanovnik, recimo, ki je že leta 1942 rekel: to, kar počnete, da pobijate nedolžne Slovence, s tem se ne moramo strinjati, in seveda to je bil tudi razlog, da so ga, kakor pravijo, potem izročili Italijanom. In Tine Hribar je zapisal, da je istočasno, ko so umorili Ehrlicha, je bil Aleš Stanovnik tudi potem ustreljen od Italijanov kot talec. Kot talec, ja. Skratka, ene so porinili kot talce, ene so pa dali nekako na kraj in tudi po vojni, in je zanimivo, da so verjetno ti vosovski likvidatorji potem po vojni na svojo pest pisali te spomine, jih posneli, zato da so se nekako vendarle ohranili kot tisti heroji, ki so pač ta dejanja počeli. To v 70 letih imamo te posnetke, ki jih predvaja tudi Radio Ognjišče, oziroma so na posnetkih Moja zgodba, se pravi spomini teh ljudi, kjer zelo jasno poudarjajo, kaj so delali, in tudi imajo ta teroristična dejanja za junaška dejanja, ker so pač pomagali oblastnikom na oblast. No, sama sem si poslušala te res frapantne posnetke. Ena beseda je, ki zelo izstopa, ne. Tudi Franc Stadler Pepe, takrat je bil star okoli 20 let, ne. To je bil nek mlad fant, ki so ga pač nagovorili. In on pravi, da je justificiral. Ne? Kaj pomeni zdaj? Oni so kar sami, takrat je bila še kraljevina, kako so kar sami rekli, to je zdaj, oni so usmrtili, sprejeli nek sklep na komiteju, Zdenka Kidrič, Kardelj, kdo je to rekel, in to je bila zdaj justifikacija, na podlagi česa. Ja, to so seveda izraz je tudi nekako hoče biti, kot rečemo, pravno utemeljiv. Pravniški, češ, sodišče, tako imenovano, ne vem katero, recimo Kardelj pa Kidrič, ki sta se usedla, sta rekla, recimo, ta in ta nam je na poti, in sta ukazala, recimo, tega je treba enostavno likvidirati, ne glede na to, kaj je bil, ali je bil samo, lahko je bil tudi domneven nekako, ali pa je kaj rekel, recimo, in tak človek je bil takoj umrjen. In recimo vsi ti ljudje, ki so to izvajali, so seveda to izvajali nekako kot pomoč, kakor govorijo tudi ti vosovci v teh spominih, zato, da bodo pač omogočili, da pridemo na oblast. So zelo jasno in so imeli to kot herojska dejanja. Podobno velja seveda za vse tiste, ki so tudi po vojni pomorili. Ne smejo pozabiti, koliko ljudi je rabilo, recimo, bodisi iz Knoja, iz varnostno-obveščevalne povojne službe, potem Udbe, naslednje
naslednice recimo teh varnostno-obveščevalne službe med vojno. Vsi ti ljudje so bili večinoma mladi, recimo ti ljudje, ki so pobijali na Teharjih, imamo seznam, so bili v glavnem 17, 16, 17, 18-letniki, recimo mladi ljudje, ki so jih pač pridobili za to. In večinoma teh, kakor je nekdo rekel, tudi na tem posvetu, ki smo ga imeli v parlamentu, so potem dejansko umirali samomori z različnimi. Bela smrt je nekdo poimenoval take smrti, ker so enostavno tega niso prenesli. In seveda vsi, ki so pa to nalogo dali, so si pa lepo roke umili in lepo vladali Sloveniji. Skratka, taktika komunistične partije, recimo to tudi, če spremljamo recimo Kozbekovo, pa pot tudi različnih drugih, recimo, ki so se potem po vojni uprli v oblasti, tudi Džilas končno o tem govori, recimo, vsi kažejo na to, da pravzaprav so več ali manj bili samo kolesja v tem sistemu, ki ga je pa nadzirala vedno seveda vrhuška, se pravi par komunistov novega razreda, kot je napisal Milovan Džilas. No, seveda, mi v tej socialistični Jugoslaviji o tem nismo slišali na tak način, poslušali zgodb. Najbolj perverzno pa je, to je pa zdaj moje osebno mnenje, da je zdaj tam, kjer je Ban Natlačen stanoval, v tisti hiši, ki ga je tudi ubil Franc Stadler Pepe, se je oblekel v duhovnika, rekoč, da prinaša neko pismo, neko sporočilo in ga je potem ustrelil. Potem so pa Italijani za kazan ali za maščevanje ustrelili ogromno talcev in zdaj je to ulica talcev in tam je spomenik talca, ki je nasproti tej hiši Bana, kakor da je bil Ban Natlačen zdaj kriv za talce. Za talce je kriv Franc Stadler Pepe, ne, če mene vprašate. Oziroma Edvard Kardel, ki mu je to ukazal. Zdenka Kidrič, ja. Mislim, perverzno je to, da je zdaj to ulica talcev, ne, in da je tam spomenik talca. In seveda vsi otroci, ki tam hodijo v šolo, mi smo se tako učili, kako je bilo to zdaj krivično, ampak nismo vedeli razloga, zakaj so bili talci ubiti. Ne? To je ta prevrženost. Glejte, tu moramo pogledati nekako na glavno zadevo te komunistične oblasti. Znani mislec je zapisal, da je laž nesmrtna duša komunizma. To se pravi, gre za to, da se vse stvari za to oblast potvori, prikrije, zato seveda prikrita morišča, prikriti grobovi, zato tudi prikrite delovanje, mehanizmi. Vse to je bilo tudi, recimo, če hočete, Osvobodilna fronta ni bila nič drugega kot samo kamuflaža, zato da so komunisti prevzeli oblast. In recimo perverzno, moram reči, žal je to, da se to danes ponavlja, recimo, da poimenujemo v demokratični državi, kjer gre za to, da vendarle očistimo zgodovino, da povemo, kaj pravzaprav so stvari bile, to, kar ste lepo rekli, se še vedno te laži ponavljajo in s tem bremenijo duše. Človek pa ne more živeti z lažjo, ne osebno, ne seveda družbeno, in zato je tudi naš sistem tako v težavah. Tudi ta oblast dejansko to izkorišča, podaljšuje to laž, poskuša vse demokratična pravila nekako ukiniti in po svojih močeh poskuša čim bolj nasilno prevzeti vse dejavnosti, ampak zdaj ne gre za drugega, tudi takrat pravzaprav je šlo v glavnem za oblast in denar. Komunisti so s to svojo osvobodilno borbo, tako imenovano, pravzaprav hoteli zavladati, razlastiniti vse, ki so doslej v Sloveniji nekaj veljali, jih odstraniti ali pa jih izgnati v tujino. In to laž pravzaprav moramo vedno bolj odkrivati in tudi mladim omogočiti, ker drugače ne bomo mogli živeti tudi naprej kot pristni, avtentični ljudje. To je bistvo in zato je tudi pomembno, da se teh ljudi spominjamo. Recimo tudi ta knjiga, ki ste jo prinesli, se pravi, kako so obravnavali po vojni duhovnike, recimo cerkev je bila... Težka pot do pravice, ja. Težka pot do pravice, ki je že druga knjiga. Prvo je napisala dr. Tamara Grizer Pečar, v kateri obravnavate povojne procese
Cerkev na Zatožni klopi je naslov tiste njene knjige, potem pa tudi o škofu Rožmanu. Povsod je šlo samo zato, da dejansko duhovnike kot tiste, ki so bili in smo na nek način vendarle braniki resnice, pravičnosti, odstranijo, in vsi ti procesi kažejo, kako kruto je režim posegal vse te ljudi. Nekateri rečejo, da je bil jugoslovanski komunizem recimo s človeškim obrazom. Lepo vas prosim, ker so po vojni morili ljudi, kasneje ljudi zapirali, nasilno ali pa tako ali drugače razlaščevali, jemali njihovo premoženje, onemogočali, da svobodno živijo. Svobodno je živel, če tako rečem, vsaj samo tisti, ki je bil tiho in je pač imel nepomembne funkcije v družbeni in ni imel neke lastnine, ki bi mu jo ukradli. Ne? To pa sploh, ja. No, lejte, ampak tule je še nekaj res grdega. Ne? Torej, tule vidimo, to je zdaj Žabnica, recimo, tu bo ta ulica in to je Žabnica Svetih Višarij, kjer je vsako leto tudi srečanje 3 dežel, ampak vidimo pa tudi grob Erlicha. Ne? Torej grob, ki je prazen, tako v Žabnici kot tudi v Ljubljani. Oni so celo pri Banu na Tlačenu so skopali grob, vzeli kosti ven. Torej mi niti posmrtnih ostankov nimamo. No? Ja, to je res žalostno, da so recimo vse te ljudi, to se pravi dr. Lambert Erlicha in pa seveda Bana Tlačena, pa številne druge, ki so bili umorjeni od VOS-a v teh terorističnih umorih. Po vojni, to je bilo januarja 1946, so vse te grobove izkopali, vzeli trupla, jih odpeljali s kamioni neznano nekako na Postojnsko. Jaz sem osebno... To recimo ta grob v Žabnici tudi prazen, v Žabnicah pa je grob sorodnikov. Ne pa njegov. Seveda Erlichovega groba, pa ni Erlichov grob, je še vedno zdaj ponovno tudi s spomenikom na Žalah. Na Žalah, ja. Vendar seveda njegovega trupla ni, ker pa verjetno tudi trupla gospoda Viktorja Rojca, ki je bil v istem grobu pokopan skupaj, oba sta napisana. Ja, to je pa ta grob, ne? Ja, to je pa ta grob. To je pa na Žalah. To je pa na Žalah. To je še vedno tako. Prazen grob. Seveda, in recimo zanimivo, da je takrat potem škof Volk, ki je imel govor ob Božjem grobu na veliko noč, rekel, da so v vseh časih spoštovali grobove pokojnih, pravi, samo včasih so hijene te grobove oskrunili. Se pravi, je tudi na to škof Volk v svoji odločni in tudi neustrašeni drži na nek način sporočil in so potem tudi v tujini, zanimivo, ta njegov govor predvajali, in seveda tudi vse to je bilo potem tudi razlog, da so ga tako kruto preganjali in tudi skušali celo umoriti, kot vemo, takrat, ko so ga 52. leta škofa Volka polili z bencinom in zažgali. No, ali mislite, tule piše, da je bil umorjen v Streliški ulici, tako kot Viktor Rojc, ali mislite, da glede na to, da imamo pač tega župana iz Soroarcev, ki drži roko nad grobovi očitno, nad trupli, da bomo dobili mogoče vsaj ulico Erlicha namesto Streliške? Jaz sem prepričan, da se bo to tudi zgodilo. Glejte, nihče izmed nas ni večen, predvsem pa verjamem, da bo resnica vendarle dolgoročno morala priti na dan. Ni mogoče, da silo zadržimo to, kar se je zgodilo, in tisti, ki govorijo, da je zgodovina vedno ista ali pa da je na strani zmagovalcev, seveda je na strani zmagovalcev zato, da pač omogoča tistim, ki so zmagali, da vladajo naprej, ampak resnice, se pravi spoštovanje človeka, spoštovanje človekovih temeljnih pravic, se pravi tudi spoštovanje njegovega groba, pa tudi spoštovanje vseh pokojnih in pokop nedolžnih žrtev in tako dalje. In tudi vse,
krivice, ki jih je določen režim, in vemo, da v svetu vendarle komunistični režim velja za zločinskega, podobno, kakor ni nobene razlike. Lahko rečemo, da najbolj kruta sta bila v tem tudi komunizem in pa nacizem, in zanimivo, da sta po letu 1939 tudi sodelovala. Takrat, ko je v Sloveniji so nacisti napadli Slovenijo, takrat so jih komunisti pozdravljali in so tudi, ker so bili še v povezavi z Sovjetska zveza in Nemčija, šele po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo so komunisti začeli po nalogu spet iz Moskve, da se tudi revolucija v naši državi uredi, kar so tudi napovedali duhovi kot Lambert Ehrlich. Skratka, vse te stvari verjamem, da slej ko prej morajo priti do resnice, če hočemo, da bomo normalno živeli, predvsem pa tudi, da bomo kot demokratična družba poslovali in urejevali svoje zadeve, kot je treba. No, ampak, lejte, vendarle smo zdaj že več kot 30 let, 34 let v samostojni Sloveniji, pa so vmes že umrli ti krvniki, ne? In Števler Pepe in Zdenka Kidrič, ampak nihče ni nikogar nič vprašal, da bi povedali, kje so zdaj te kosti, kaj se je dogajalo. Ali je še kakšna oseba v Sloveniji ta hip živa, ki bi lahko karkoli povedala? Ja, mislim, da imamo tudi arhive, še vedno, tudi številni so prepričani, da bodisi osebni arhivi, pa tudi razni arhivi, ki so bili delno uničeni, vendar še obstojajo. Predvsem obstojajo tudi arhivi v Beogradu, ki sicer zaenkrat še v veliki meri niso dostopni. To govorijo tudi ljudje, ki so bili tam, recimo tudi naši raziskovalci. Jaz verjamem, da se bo to enkrat zgodilo in da bodo te stvari prišle na dan. Je pa seveda to zahteven proces, kakor je zahtevno, če hočete, tudi osebno, in mislim, da je tudi to problem ne samo Slovenije, ampak evropske družbe, da nismo dovolj prisebni, da nekako skušamo živeti na lahko, da temeljnih problemov, ki jih tudi sami nosimo, recimo tudi v medsebojnih odnosih, recimo, ko prihaja do sporov v družinah in se obračunava recimo z nasiljem, recimo streljanjem in podobne stvari, to so vse izraz tega, da nismo dovolj kultivirani in tudi posledica tega totalitarnega režima, ko so se stvari pometale pod preprogo oziroma tlačile v podzavest, in seveda te stvari prihajajo na dan. Tako da to delo je sila zahtevno, k temu se je treba vzgajati, in jaz mislim, da tudi v Sloveniji, mislim, da posebej seveda tudi katoliška cerkev in tudi naše škofje smo odgovorni, da pomagamo k tem spravnim procesom, to, kar se zavzemam tudi jaz in moji kolegi v Lipi sprave, v društvu Združenja v Lipi sprave, da te procese opravimo vsak pri sebi, v družinah, v sosedstvu in tudi v naši državi. In številne stvari, kot ste rekli, so znane, vendar so se ljudje sprenevedali. Veste, kako je Pučnik recimo imel težave, bodisi ob zašiševanju pokojnega Ribičiča ali pa kakšnih drugih, recimo, ki so bili tudi soodgovorni v teh povojnih pobojih, recimo. Ampak te stvari slej ko prej morajo dati nek zaključek in s tem tudi, če hočete, ureditev demokratičnih razmerij med nami. Ne moremo delovati, če smo demokratična država, tako, da samo eni vladajo nad drugimi. To ne vodi nikamor. No, ampak tu med slikami sem izbrala tudi sliko z ljubljanskih žal, ob cerkvi ob ljubljanskih žalah, kjer pa je spomenik in je seveda tudi ban natlačen zdaj tam in tudi Lambert Ehrlich, ne. Kako pa je prišlo do tega spomenika? Kdo so ti, ki so tu napisani? To so farne plošče, ki ima nad 1000 imen, in ti ljudje so pravzaprav tisti, katerim mestna oblast zavrača pokop. Čeprav po vsej pravici, ker so bili tukaj doma, imajo pravico, da so pokopani v Ljubljani. Ne glede na to, da seveda je normalno, da tudi vse te žrtve dobijo svoje pokopno mesto v Ljubljani. Imamo tudi v Ljubljani Orlov vrh, kjer so že pokopani domobranci, imamo tudi individualne
pokopane domobrance, kot smo spet slišali tudi ob tem pričevanju v parlamentu na tej komisiji, kjer je sorodnik, nečak od enega od teh, ki je bil pokopan na pokopališču v Šentvidu, prišel do tega, da je tega svojega strica lahko odkopal, pa še en drug sorodnik je bil, ta dva sta pokopana v Ljubljani, pa tudi drugi, recimo verjetno, ki so bili umorjeni, so pokopani na ljubljanski Žalost. Se pravi, to je treba in ta seznam tudi kaže na to, da je pravzaprav Ljubljana imela toliko in toliko žrtev tega revolucionarnega, medvojnega in tudi seveda povojnega nasilja. Poleg tega pa sta tukaj spomenika dr. Marka Natlačna, kot se vidi, na drugi strani pa še Lamberta Ehrlicha, zato je pa zaslužen gospod Kovač, ki je nekako tudi s svojimi lastnimi sredstvi, to je bil tehnik oziroma je deloval v letalstvu in je seveda se zelo zavzel, da bi tako Ban Natlačen, ki je bil njegov primorski rojak, pa tudi seveda Lambert Ehrlich podobno in pa tudi Viktor Rejec, gospod, ki pa ima spomenik pa na Vipavskem križu, da so ti pomembni možje. Rejec je bil eden izmed vodilnih krščanskih socialistov, ki je seveda umrl naravne smrti, ampak je bil eden izmed voditeljev tega krščanskega gibanja, podobno kot dr. Marko Natlačen in seveda dr. Lambert Ehrlich, ki je seveda si prizadeval ne samo za Slovenijo, ampak predvsem za duhovno prenovo v našem slovenskem narodu. In ti ljudje imajo sedaj dostojne spomenike, ker je pa ta tole farna plošča na mestu pač župnije Žale, seveda ni bilo nobenih možnosti, da bi kdo temu nasprotoval, ker je pač to v okviru cerkve. Je pa veliko simbolike v tem, da ste polagali in polagate te svečke pač kot varuhi spomina na kip oziroma spomenik revolucije, ne? To je pa tudi zelo povedno. Ja, glejte, mi tudi v vseposvojitvi se zavzemamo, da vsi ljudje, tudi končno zločinci, najdejo svoj mir, ampak to naj spodbudi nas, pa tudi vse naslednike, tudi teh zločincev, da vendarle ne ponavljamo njihovih napak, njihovih zločinov, njihove nečloveškosti, ampak vendar postanemo ljudje. Zato smo tudi tej prireditvi dali naslov Ker smo ljudje. To se pravi, ker smo ljudje, hočemo, da se obnašamo drug do drugega kot ljudje, iščemo resnico v dialogu, v medsebojnem srečevanju in tam, kjer sta dva zelo različna, je ta dialog zelo težak. Poglejte, žal v naši družbi se ljudje, ne samo v parlamentu, ker vidimo, da tega dialoga vsaj v zadnjem času skoraj ni, recimo zelo sem bil žalosten, ko smo razpravljali o teh žrtvah, recimo ljudje so pripovedovali sorodniki o teh krutih usodah, o tej težkem bremenu zaznamovanosti, trpljenju, ki jih je zaznamoval sorodnike od pokojnih. Ti poslanci pa tam sedijo, tvitajo in nekako jih to človeško ne prebudi. Jaz razumem, da imajo željo, da pač vladajo, ampak prosim, dajte vladati tako, da boste tudi ljudem, ki trpijo, ki hočejo svoje zadoščenje tako, da se stvari uredijo v naši družbi, da bodo njihovi svojci imeli mir, kakor tudi vaši svojci hočejo svoj mir in jih imate pravico dostojno pokopati. Dajte tudi drugim to omogočiti in dajte tudi v družbi omogočiti, da bomo vsi imeli besedo. Ta dialog je zahteven, ampak mimo tega ne moremo, če hočemo, da bomo v družinah lepo živeli. Tako pa danes, poglejte, celo v določenih družinskih krogih se ljudje ne morejo med seboj. Ko pride ta tema, enostavno se pogovor zamre. Vendar v družbi je ta
dialog nujen, če hočemo, da bomo normalno med seboj živeli. No, pri tej knjigi, kot sva že omenila, to je Težka pot do pravice, ste tudi sodelovali. Gre za poskus rehabilitacije nekaterih duhovnikov, redovnic, ki so bili obsojeni na teh komunističnih sodiščih po vojni vse do leta 90. Koliko ste jih uspeli rehabilitirati? Mislim, da smo jih rehabilitirali, zdaj so še nekateri v postopku, ker mi pripravljamo in se zahvaljujem gospodu Škofu, nadškofu Stanislavu Zoretu, ki je omogočil, da smo začeli ta projekt. Pravzaprav spodbudila sta ga predvsem gospod profesor Janez Jerovšek, pokojni, ki je nekako bral to knjigo, ta prvo knjigo gospe Grizer Pečar, v katerem piše o cerkvi na Zatožni klopi, in je bil zgrožen, je rekel, da niso dovolj naredili, je rekel tudi škofje, niso dovolj naredili po njegovem mnenju, in potem sem jaz na podlagi tega šel k nadškofu in ga prosil, da bi ustanovili nekako tak odbor, in smo se potem gospod Jerovšek, gospa Grizer Pečar in osebno jaz, in pa smo dobili tudi gospoda dr. Nika Trontla, ki je tudi soavtor te knjige, ki je potem te stvari tudi v arhivih preučeval, pripravljal vloge s pomočjo tudi nekaterih pravnikov na fakulteti, kjer je dejansko zaposlen nadškof, pa tudi potem škofovska konferenca, pa so omogočili, in to je tudi zasluga gospoda škofa, pa je omogočil, da te zadeve potem tudi financiramo, in mislim, da smo vložili zdaj že skoraj 60 vlog na javno tožilstvo, in javni tožilec ali tožilka sedanja to vlaga potem tudi na sodišče, in okrog 50 duhovnikov je bilo na podlagi tega rehabilitiranih. Težava je v tem, da so prej seveda lahko duhovniki, ki so bili še živi, sami to vlagali, ali pa morda tudi njihovi sorodniki, če so hoteli, recimo, ampak praviloma, veste, recimo, ker duhovniki nimajo potomcev, drugi sorodniki pa se pač to ne brigajo. Leta 2012 je pa to zastaralo, in potem smo pa vendarle uspeli, da je javni tožilec vendarle to našo pobudo sprejel. Takrat smo se tudi posvetovali, gospod Jerovšek je tudi gospoda Šturma, pa še nekatere pravnike vprašali, in smo nekako ta proces speljali, in hvala Bogu, da se je to zgodilo, ker s tem vendarle omogočamo, da tudi ti ljudje prihajajo do pravice. Zanimivo, da je v uvodu nadškof Zore zapisal, da je srečal enega policista, ki je prišel k njemu in je rekel, pravi, veste, še tam proti letu 90 smo mi imeli, bi bil jaz pripravljen vsakega duhovnika ustreliti, če bi bilo to ukazano. Je rekel, kako to? Je rekel, ker smo bili mi tako trenirani, in to kaže, recimo, kako hudo sovraštvo proti duhovnikom, proti cerkvi in seveda tudi proti vsem vernim je ta sistem povzročil v dušah ljudi, in zato je tudi očiščevanje tako zahtevno. Tudi vsa ostala vprašanja, ki jih imava, so s tem povezana. Torej, še zadnje vprašanje, čisto na kratko. Torej, slišimo lahko, da cerkev ni dovolj angažirana, politično angažirana. Ali mislite, da so vsi ti procesi, vse to, kar se je dogajalo z duhovščino, tudi malce utišali duhovnike? To je seveda stalna skrb oblasti, bivše komunistične, in je seveda tudi mnoge duhovnike angažirali. Jaz osebno poznam, recimo tudi moj župnik, pri katerem sem bil kaplan, je bil sodelavec, smo potem na tem Lajočem seznamu, ko se je ta objavil, odkrili, da je tudi on bil. In to pomeni, da je bila oblast zainteresirana, da ljudi čim bolj angažira, da bodo drug proti drugemu, in to nadziranje cerkve je bilo še posebej pomembno, kajti in seveda tisti, ki pa ni bil pripravljen, je pa seveda bil potem obsojen. Vedno pa je bilo, če si recimo
bil pripravljen sodelovati in zanimivo, recimo, je bil duhovnik Joško Kragel, ki ni bil rehabilitiran, ampak smo mi potem še enkrat vložili, on je bil leta, mislim, da 47 obsojen na smrt, potem je pa moral podpisati sodelovanje z UDBO. Ampak on je vedno rekel, tudi sam vem to, iz prepovedovanja je rekel vsakemu, s kateremu je prišel, je rekel, glej, jaz moram vse to, kar s tabo zdaj govorim, povedati naprej, zato da boš vedel. Se pravi, tako daleč je šel ta sistem, da je dejansko vse spravil pod nadzor, če tako rečem, tudi pod nadzor ljudi, ki jih je ustrahoval, in zato je ta strah še vedno tudi v cerkvi. Jaz se pravzaprav čudim, da se nekako tudi duhovniki in bolj ne angažirajo, recimo tudi pri tej naši prireditvi, sicer so v Ljubljani so zvonili, mislim, da večinoma, ampak kdaj pa tudi nekateri tožijo, recimo, da se duhovniki, ko gre za te pomorjene žrtve komunističnega režima, da celo niso pripravljeni iti tja in maševati. To me boli, čeprav na drugi strani vidim, da so se številni duhovniki pa zdaj, ko je šlo za pokop teh žrtev, pa vendarle angažirali in mislim, da je potrebno, da še več storimo, da se tudi škofje podpirajo ta prizadevanja, da jih pokopljemo in oblasti je treba odločno povedati, da je to treba narediti. Dr. Janez Juhant, najlepša hvala za vaše obširne odgovore. Veliko sreče pri vašem delu še naprej. Hvala tudi vam za povabilo in hvala, da smo lahko tudi to posredovali javnosti. In vsem, ki nas gledate, hvala za pozornost. Nasvidenje.